Spoštovani svetniki in svetnice, dovolite mi, da nadaljujemo z današnjo 19. sejo. Kot smo že prej se dogovorili, smo si vzeli krajšo pauzo pred 13. točko. In sicer 13. točka se glasi: program širitve kanalizacijskega omrežja na območju občine Selnica ob Dravi. Prosim poročevalca Karla Lamprehta kot svetovalca iz občinske uprave občine Selnica ob Dravi, da nam poda vsebino omenjene točke. Predsedujočemu se zahvaljujem za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, občina Selnica ob Dravi zadnje leta intenzivno opremlja naselja s sistemom za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Po nedavno končanem projektu izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi, občina nadaljuje se s širjenjem omrežja. V ta namen se je pripravil okvirni program širitve kanalizacijskega omrežja v občini. Drug namen okvirnega programa pa je v povezavi s subvencioniranjem MKČN. Na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, občina ne bo subvencionirala investicije v izgradnjo MKČN, torej malih komunalnih čistilnih naprav. Tako je program v bistvu tudi osnova za pravilnik o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav, ki ga bomo obravnavali kasneje. S širitvijo omrežja občina skrbi za varovanje okolja, komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, kar posledično prenaša višji življenjski standard občanov, ki živijo v naši občini. Navedeni program širitve nima finančnih posledic za občinski proračun in kot sem že poudaril, gre za okvirni program, ki je v bistvu namenjen predvsem za širitev oziroma še predtem za nadaljnje subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Pa če bi na kratko samo preleteli ta območja, ki smo jih v bistvu obravnavali. In sicer prvo tako območje, ki je predvideno, je tukaj pred nami, in sicer to je Črešnjevec ob Dravi. Torej, to območje, kot vemo, je že bilo v bistvu v preteklem projektu izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Selnici ob Dravi obravnavano, vendar je zaradi izpada, ker ga pač Evropa in ministrstvo ni potrdilo, ker je to druga aglomeracijska enota, ki je imela manj kot 2000 populacijskih enot prebivalcev, pa tudi ni bilo zgrajeno nobeno sekundarno omrežje, katero bi lahko potem na podlagi tega bilo vir financiranja, je to območje skupaj s Falo in pa Ranhofom izpadlo iz samega sofinanciranja. Torej, območje Črešnjevec, tukaj v bistvu govorimo, da bi nekako ideja je, seveda to je v bistvu samo ideja, ki je nastala na občini, ni to v bistvu ne idejni načrt ali karkoli bilo v zvezi z pravilnikom o načrtovanju, karkoli povezano, ampak samo okvirno povedano, da je črpališče 7 tisto, ki bi nekako zaokroževalo gravitacijsko omrežje, ki bo preko črpališča 7 povezano na to novo omrežje, ki pa v bistvu ga lahko prikažemo. Torej to z zeleno barvo je v bistvu omrežje, ki je na deloma stari del, ki se preko črpališča 4 povezuje na novo čistilno napravo, ki je v bistvu locirana, vemo kje, torej v starem konstruktorjevi gramoznici, in pa potem to novi del, vključno s sekundarno kanalizacijo, ki je bila tudi sofinanciranja teh vodov sekundarne kanalizacije, je bilo zgrajene v tem projektu 2200 metrov, pa potem še ostanek od 9 km predstavljajo primarni vodi. Torej, če se potem osredotočimo dalje na drugo območje, to pa je v bistvu Fala, kjer pa je tudi v bistvu zadeva nekje podobna, tudi ta območje je padlo ven iz samega sofinanciranja. Tu je predvidena manjša komunalna čistilna naprava za 300 populacijskih enot, seveda še to potem prinese dodatne stroške, ampak je to v bistvu okvirno, lahko se tudi v bistvu kolikor stroka preračuna ali pa kako drugače uvidi, da to ni prav način, tudi mogoče to spremeni. Tretje območje je Janževa gora, to pa je v bistvu območje, kjer je predvidena gravitacijska kanalizacija, ki se bo povezovala v bistvu na to sekundarno mreže, ki je bilo zgrajeno s prejšnjim projektom. Četrto območje je območje OPPN Jug, v bistvu vemo, da to območje smo nekako zavezani, da opremljamo, kar se je to stanovanjsko območje nekako uredilo oziroma je bilo pripravljeno, da se bo tukaj zgradilo, nekje poselilo, in tudi te kanali, ki so prvenstveno grajeni oziroma bodo grajeni, tako kak se bo pa tudi območje samo gradilo, tako da bodo tudi v prvi vrsti imajo namen oziroma pomen tisti kanali, ki bodo omogočali največje priključevanje, torej da lahko čim hitreje zapolnimo proste kapacitete na čistilni napravi.
Peto in šesto območje, torej spodnja in zgornja selnica, to je v bistvu na območju spodnja selnica, tam, kjer v bistvu se zavije proti Rušam. To je območje Strmšnika in pa ostalih prebivalcev. Šesto območje je tako imenovano Jurčkovo naselje za kmetijo Majster, ki je tudi v bistvu predvideno v opremljanju in je pokrito z aglomeracijami, ki v bistvu jih pripravlja država. Potem gremo na zelo pomembno območje, to je sedmo območje in sicer Bistrica, kjer v bistvu imamo s to izgradnjo bomo v bistvu priključili največ populacijskih enot, okoli 400 PE. Nadaljujemo proti Slemenu, kjer se tudi v bistvu naš prejšnji projekt zaključil s črpališčem 1 in zadrževalnim bazenom, kjer pa imamo torej sekundarno kanalizacijo, ki je bila v preteklosti narejena in na podlagi te kanalizacije, dokumentacije, ki je obstajala, smo dobili tudi ta sredstva iz Evropske unije in smo lahko v bistvu prek črpališč 2, 3 in 5 zadevo povezali s čistilno napravo. Pri tem pa se je odprla tudi možnost, da lahko območje spodnjega Slemena priključujemo dalje na samo novo kanalizacijo. Torej, če povzamemo vsega skupaj, te okvirne vrednosti, ki so bile predpostavljene, ki so, vemo, da bomo morali zgraditi okrog cirka 13 km novih vodov, kar predstavlja malo manj kot, oziroma nekje polovico, oziroma malenkost več, kot v bistvu imamo sedaj zgrajene. Vemo, da imamo stare kanalizacije 9 km, pa tudi nove sedaj 9 km, teda do sedaj imamo zgrajenih 18 km kanalizacije, bodi si primarne ali sekundarne. Vemo pa torej iz tega nekje bi ne bilo tukaj 13 km. Seveda bo pa to stroka svoje dodala, lahko je to več, lahko je tudi manj, možne so tudi rešitve. Vemo pa, to pa je nek podatek, ki v bistvu bi lahko, oziroma je točen, in sicer cirka 1500 populacijskih enot bomo priključili s temi območji, ki bomo jih prihodnje opremljali, kar pa pomeni, da ob sedanji vrednosti cirka 1650 pridemo na teh 3100 populacijskih enot, kar predstavlja več kot polovica oziroma okrog 60 do 70% zastopanost na čistilni napravi, pa če še tukaj nekako zraven povežamo same greznice, smo v bistvu na teh 75% zastopanosti oziroma zasedenosti čistilne naprave, tako da nekaj prostih kapacitet še pa v bistvu za bodoče ostane. Okvirni vrednosti pa o okvirnih časih izvedbe to mogoče ne bi niti toliko poudarjal, ker v bistvu je to predvsem območja, ki so pomembna za pravilnik, torej kot naslednja točka, ki bomo obravnavali. Vemo pa, kar uredba govori, in uredba govori, da je leto 2021 tisti rok za enkrat, ki se more upoštevati v primeru, da smo na nekih vodovplivnih območjih. V našem primeru je to edino vodovplivno območje, ki je v bistvu Ranhof, ki smo ga tukaj vzeli, saj smatramo, da je to območje toliko majhno, da ga ni smiselno opremljati za javno kanalizacijo, saj so stroški večkrat presegli vrednosti, ki v bistvu bi jih imeli s tem, kot pa da bi to območje opremili z javno kanalizacijo oziroma z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Tako da ostala območja so izven teh vodovplivnih območij, tako da za te območja velja rok za enkrat 2023, vemo pa, da je še v Sloveniji zelo veliko tudi aglomeracij z večjo poselitvijo kot 2000 populacijskih enot, ki bi že morali leta 2015 imeti zgrajene čistilno napravo za priključevanje oziroma za doseganje parametrov oziroma ciljev, ki jih je predpisala država. Toliko bi zaenkrat bilo z moje strani, pa verjetno bodo kakšna vprašanja, pa bom z veseljem odgovarjal. Hvala lepa zaenkrat. Hvala lepa gospodu Karliju za strokovno obrazložitev. Omenjeno gradivo je bilo obravnavano na statutarno-pravni komisiji in na odboru za gospodarstvo. Stališča statutarno-pravne komisije prosim, da nam poda predsednik gospod Slevnjak. Statutarno-pravna komisija je bil predstavljen program širitve kanalizacijskega omrežja na območju Selnice ob Dravi. Se je v bistvu z njim seznanila in ga predlaga v obravnavo in sprejem občinskem svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala lepa. Odbor za gospodarstvo je tudi obravnaval omenjeno gradivo, zato prosim za njihova stališča.
Odbor za gospodarstvo je opravil eno kar obširno razpravo okoli tega gradiva in je ugotovil, da bi bilo potrebno pri sprejemanju sklepa predlagati občinskemu svetu nekoliko spremenjeni tekst sklepa, kot je predlagan v gradivu. Zakaj? Zato, ker smo ocenili, da je program okvirni program, da to ni neki fiksni program, ki bi točno določal roke, ki bi točno določal vse vsebine, ki so pač pri takem programu potrebne. Zato predlagamo, odbor za gospodarstvo je obravnaval okvirni program širitve kanalizacijskega omrežja na območju občine Selnica ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v obravnavo in sprejem. Hvala lepa, tudi hvala za predlog. Omenjeno gradivo skupaj z predlogom komisije odbora za gospodarstvo o dopolnitvi tega sklepa daje na razpravo. Prosim. Lepo pozdravljeni. Pred nami je torej program, kako bomo opremljali in nadaljevali z našo kanalizacijo, in zato bi pričakovala, da bi bil tak dokument seveda podprt s številnimi izračuni, da bi točno vedeli, kdo se bo kdaj kje priključeval na sekundari, na terciari, kar ti vemo, da pri nas v Selnici veliko ljudi pravzaprav ne ve ne kdaj, ne kako, ne za koliko denarja se bo kjerkoli priključil. Zdaj pa imamo spet nov program, kjer delamo načrte, torej kar tak pavšalno, torej za druge dele, in si pišemo po letu 2019 do leta 2019, torej menim, da to ni pravi program, torej razširjanja oziroma nadaljevalnih aktivnosti. Zakaj? Zato, ker so vse te številke, kar pač piše, naprimer po letu 2019, ponovno opremljene zelo, zelo visokimi finančnimi sredstvi. Tak na hitro, torej pogledamo, govorimo preko 4,5 milijone investicijskih sredstev, v katero niso všteti stroški projektne, investicijske in ostale dokumentacije, kar vemo, da znese lahko tudi do 20% več, niti nadzora nad gradnjo, kaj šele stroški nakupa zemljišč in odškodnin, ki so seveda nujno potrebni. Zato lahko ocenjujemo, da nas bo takšen del oziroma program prišel spet, torej krepko čez 6 ali 7 milijonov. Najhujše pa je, da ta program, torej, če že govorimo, da bomo imeli 13 km kanalizacije, pa točno ne vemo, ali je to res ali ne, ker nimamo nobenih podlag, torej kje natančno bi to moralo biti. Nikjer ni nobenih virov, torej govorimo o veliko milijonih, videli pa smo v proračunu občine Selnica ob Dravi, da imamo za širitev kanalizacijskega omrežja zelo malo finančnih sredstev, nekaj smo sicer naložili koncesionarju, ki pa je torej za ves čas trajanja koncesije tudi zelo malo sredstvi zavezan. In če v resnici povemo, torej tudi koncesionarjeva sredstva niso njegova, ampak so to sredstva, ki jih občani Selnice plačujemo, torej preko različnih postavk, torej, ki jih imamo na računu. Zato me torej resnično zanima in bi želela natančneje opredeliti, kje si občina vidi naslednje vire, zato ker upam, da ne razmišlja tako, da bo vse te finančne obveze prelevila na občane. Zato ker torej menim, da že zdaj je preveč in ne zmorejo, kaj šele z vsemi temi obvezami. Hvala lepa. Jaz bi predlagal, da se razpravljalci izmenjamo, gospod Karlija pa da se zabeleži določene vprašanja, da lahko poda potem kasneje obrazložitve. Prosim, razprava je še vedno odprta. Lep pozdrav, dragi svetniki. Jaz sem moral prijaviti k besedi, da ne bi me kdo očital, da na seji spim. Zdaj, glede kanalizacije se popolnoma strinjam z razširitvijo kanalizacije. Je pa vprašanje financiranja, to, kar je prej že bilo omenjeno. Dejstvo je, da po tem programu so investicije, vse investicije v glavnem v letu 2019. V letu 2019 pa nas v takem sestavu ne bo več tu. To se pravi, v glavnem bo vsaj polovico bo drugih svetnikov in vprašanje je, ali bo takrat
občinski proračun prinesel vse te postavke, te investicije. In ne bi bilo prav, da bi mi danes že bremenili novi svet, ki takrat bo. To imam en pomislek, da to mislim, da ne bi bilo prav. Drugače pa popolnoma strinjam z rešitvijo. V koncu se tudi moram, ker tudi zakon nas obvezuje. Hvala lepa. No, jaz bi rekel takole, ne, zato smo na odboru tudi rekli, da je to okvirni program. Mi moramo nekje na nek način trasirati, kaj se bo dogajalo. Rekli pa smo, še enkrat poudarjam, da je okvirni program zaradi tega, ker še niso vsa finančna sredstva znana, zato ker še niso vsi resursi znani. In zato ne bi smeli imeti nekih strahov, da bomo nekoga zadolžili že v bodočnosti. To je vendarle okvirni program, ki se ga da sproti hkrati in spremljajoč z možnostmi, ki so tisti trenutek spreminjati. Samo toliko. Na odboru za gospodarstvo sem že predlagala, da se na strani 7, kjer je zapisano v oceni investicije, niso upoštevani razni stroški, med drugim tudi stroški nakupa zemljišč in odškodnin za služnosti, da se v bodoče tudi stroški za odškodnine za služnost vnesejo v investicijo, kajti to je vsekakor ukrep, ki prinaša čiste račune. Nikakor pa, to sem prepričana in poznam tudi odškodnine, naprimer Elesa, to ne more tako povišati investicije ali pa jo celo ogrožati. Hvala za pobudo. Spravalci, kolikor ste še vabljeni. Kolikor ni, oziroma, Karli, prosim, ali boš odgovoril na vprašanje oziroma izvoli. Torej, zahvaljujem se vam za vsa ta vprašanja in tudi pomisleke in vse skupaj. V osnovi govorimo o okvirnem planu, kot je že gospod Tatalović povedal. Ni to idejni projekt, ni to idejni načrt. In če se začnem, torej v fazi tega navezujem na gospo Krmelj, ta zasnova, ki je v bistvu vezana na aglomeracije, ki so predvidene. Samo trenutek. Jaz sem ti tukaj nekaj znal. Ja, mogoče kaj navežem še. Vse je v bistvu tako ali tako v gradivih. Torej, vsi ti kanali, ki so tukaj narisani, niso nekako kar tako pavšalno vzeti. Če bi pogledali samo aglomeracijsko območje, ki bi v bistvu videli, da pokriva vsa ta omrežja, vsa ta območja, ki so nekako predvidena v samem programu širitve. Torej, v večini primerov govorimo o sekundarjih. Sami terciarji v bistvu tu zastopani niso, saj že s sekundarjimi vodi pridemo tako blizu, da se lahko ljudje priklapljajo na samo omrežje. Viri financiranja. Drži, da občina Selnica ob Dravi v teh letih, ki so pred nami, nekih zelo velikih virov, takšnih, ki jih je imela z viri strani Evrope in države, bo težko pričakovala, čeprav se nekaj tudi nagovarja oziroma šušlja, da bi mogoče Evropa oziroma država še vedno na nek način financirala oziroma sofinancirala izgradnjo nadaljnjih vodov, ki so zelo pomembni. V končni fazi imamo zelo veliko primarno omrežje in, kot ste že sami ugotovili, težko bomo ga zagotavljali s takim proračunom oziroma s takimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Res je, da je sam koncesionar zagotavljal sredstva, oziroma jih je v razpisu zagotovil, zdaj o njihovih višinah ne bi govoril, bi pa povedal, da se s temi sredstvi bodo definitivno namenili v izgradnjo tistega dela, kjer bomo lahko največ ljudi priključili, saj bomo potem tudi skozi same omrežnine in ostalega dobivali sredstva, ki bomo lahko nekako širili
mrežo naprej. Jaz upam tudi z samimi sredstvi, s pomočjo Evrope ali raznih skladov, ki verjetno bodo po mojem zagotovo morali biti, ker če pogledamo 212 občin, je pa jih kar nekaj občin, ki še niti niso tako daleč, kot smo mi trenutno sedaj. Da se še navežem na besede gospoda Majstra, torej, da ne bi bremenili nekoga kasneje, jaz se strinjam, ampak nekje pa le moramo začeti. Torej, če nekako pokažemo ta območja, ki jih imamo pred sabo, je to tisti minimum, ki ga v bistvu mi sedaj tukaj obravnavamo. Manj od tega v bistvu skoraj da ne gre, ker vse, kar je več, je bolj natančno določeno, več je tu teh študij, več je izračunov in tudi višja in bolj oziroma večja in bolj natančna je sama opredelitev tega plana oziroma programa, kakorkoli ga pač potem že poimenujemo, lahko tudi študije. Svetniki in svetnice bodo tako ali tako obravnavali posamezne projekte, ki bodo natančno obravnavani v sklopu širitev. To pomeni, ko bomo projektirali posamezna območja, bodo prišla tukaj z idejno zasnovo, ki jih boste verjetno vi potrjevali in na podlagi tega boste potem tudi določali oziroma roke bodo v tistem opredeljeni, ali so dovolj dobri, ali ne, bo pa v bistvu presoja takrat. Če se še pa tukaj navežem na gospod Grahor, stroški služnosti, tudi to je bila predmet debate na odboru za gospodarstvo, tam je bilo v bistvu to povedano. Torej, stroški služnosti v tem programu govoriti, o katerem v bistvu ne vemo, ker nismo mi strokovna služba, ki bi lahko projektirala. Jaz verjamem, da na občini je tak kader, ki bi lahko tudi to počel, ampak ni pa to pristojnost občine. Vemo, da črte so, ampak vemo pa, da imamo izkušnje iz preteklega projekta, da so se določene stvari morale preprojektirati, kar je pa pomenilo, da tista služnost ni veljala oziroma so še sredstva bila dosti višja, kot pa bi bila predvidena v tem, če bi mi v tem programu napisali noter, da bo služnosti, ne vem, 100 000 evrov, potem pa prišli do dejanskega idejnega projekta oziroma idejne zasnove, kjer bi mi se začeli dogovarjati, risati traso, bi začeli z ljudmi navezovati stike in bi videli, da imamo kar konkretne težave pri samih služnostih, pa da tudi ta strošek je lahko zelo dosti višji. Ne? Ja, manj težav bi imeli v fazi idejne zasnove, tako kot gospod Totalovič pravi, to redosled, ki moraš na začetku govoriš o tem in potem v idejni zasnovi pred občinskim svetom predstaviš točne zneske, stroške projektiranja, stroške nadzora in pa same stroške služnosti. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Hvala za strokovno razložitev. Prosim. Jaz bi sam v tistem delu, ki se gre za okvirni čas izvedbe investicij. Zdaj, tu je tako na široko potegeno po leto 19 do leta 19, ampak če se osredotočimo na trenutno stanje, ljudje sprašujejo, kdaj se bodo smeli priključevati. To je prvo. Ljudje se že priključujejo in so čakali na koncesionarja. To je eno. Koncesionar še ni bil, so se že lahko nekako priključevali. Zdaj bi moral biti tukaj podatek, da se najprej, to je po moje, najprej priključijo tisti, kateri so ob primarne vodo. Ti se lahko priključijo. Torej, da priključujejo. In s tem, ko se priključujejo, dobimo sredstva iz komunalnega prispevka in se točno ve, da so najprej na vrsti tisti, kateri so najbližje temu primarne vodo, kateri se lahko priključijo. Tisti, kateri pa sekundarnega voda nimamo, pa se tak ali tak ne moramo priključiti. Skratka, gre za to, da sredstva dobimo v tistem delu, ki smo najbližje priključevanju, da bomo potem lahko širili sekundarni vod in pa seveda se tudi kasneje priključevali. Zato bi moralo biti tukaj za tiste, kateri kar naprej hodijo spraševati, pa najbrž tudi tebe na občino, ne, da se ve, da bodo leto 2017 se lahko priključevali in tudi, da se bo za konec priključevanja bo v leto 17 oziroma začetku 18. Torej, da se jasno ve, tako dol v Bistrici, tisti se bodo najprej priključili, kateri so ob primarne vodo. Tako se ve, kateri so po vrsto mimo gospoda Majstra in tako dalje. Ne? Ampak tega ni, zdaj pa je to seveda preveč odprto. Ne?
preveč odprto po do 19. Skratka, to pa predlagam, da bi bilo dobro tukaj napisati približno to, kar jaz že tukaj razpravljam. Hvala lepa. Hvala lepa. Karli, prosim. Gospod Fras je načel temo o priključevanju. V bistvu ta program, ki je tukaj pripravljen, ne govori fizično o priključevanju, ne? Govori v bistvu o nadaljni širitvi. Če se pa navežem na samo priključevanje, je pa res, da smo morali nekako počakati koncesionarja, saj so s tem bile izpolnjene vse zakonske podlage in vse ostale določbe, ki jih je potrebno spoštovati, da lahko nekoga priključujemo. V ta namen lahko povem informacijo, da je z samim koncesionarjem dogovorjeno, da bi naj v tem mesecu išla obvestila, da se tisti, ki so najbliže vodo, priključujejo na sekundarno kanalizacijo, torej te, ki imajo tisto zadevo tam zgrajeno, se lahko že priključujejo. Rok za to je tudi v samem odloku določen in pravi 6 mesecev se morajo, torej v roku 6 mesecev se morajo priključiti na samo kanalizacijsko omrežje. Torej sam program, kot sem rekel, ne zajema samega priključevanja, ampak govori o nadaljnih širitvah. Tisti kanali, ki so pa sedaj zgrajeni, pa ljudje bodo dobili zelo v kratkem obvestila o priključevanju. Ja, se strinjam, zelo kar nekaj ljudi je bilo oziroma se zanima za to, kdaj se bodo lahko in zdaj v bistvu imamo ta čas, da se lahko pričnejo priključevati. Hvala. Hvala za pojasnitve. Kolikor razpravljavca ni več, jaz zapiram razpravo in omogočam gospodinu županu, da poda svoj vidik na to temo. Jaz se v stroko ne spuščal, ker je kolega Karl Lampret tudi podkovan, vse tako kot jaz, tako da, kar se tega tiče, se ne bom spuščal. Jaz se bom samo osredotočil na zopet to stvar v zvezi, kaj bo zdaj se zgodilo, kaj se bomo zadolžili, kdo bo koga zadolžil, da ne bo nič iz tega. Skratka, pred 12 leti so z iste skupine bile podobni pomisleki, pa smo kljub temu spravili zgodbo 12 milijonov evrov v hišo. In v vsakem primeru, gledajte, občina se je zadolžila, zdaj je trenutno zadolžena 2 milijona, ne več 2,5, ampak 2 milijona trenutno smo dolžni, spadamo pod povprečjem slovenskih občin in imamo še veliko potencialnih možnosti, da tudi to zgradimo. Konkretno program širitve, kot je gospod Fras omenil, jasno, mi imamo tudi tak cilj, če bi točno pogledali to gradivo, bi videli, kaj smo rekli. Tisti, ker bo največ prihodka z omrežnine, so prvi na vrsti. In če gledamo dol, Bistrica, se pravi, so prvi. Tako da ne rabimo to zdaj obešati, ampak v tem programu so prvi. Kako se pa priklopljamo, je povedal pa svetovalec, ki v bistvu bomo delali sedaj naprej, ko imamo vse zakonske osnove rešene. Se pravi, rekli smo, projektantski predračun 4,5 milijone evrov bruto bi zopet občino koštalo v naslednjih letih. Projektantski predračun pomeni 20-30% nad realnostjo, ne? Gospa vehementno 6,5 milijonov, 8 milijonov, kar tako zakavati resi se ne smemo. Občina mora zagovarjati projekte. In po projektih, ko so narejeni, je tako ovrednoteno. V razpisih bo več ali manj. Jaz sem pa tudi na odborih povedal, da sem prepričan, da bo Slovenija in pa tudi občine skupaj združene poskrbele, da bo denar še prišel za ta namen. Tako da, lejte, jaz sem govoril za to, da ne bi zdaj mislil, da je zopet vse kot plufti, vse bo ostalo, nič ne bo ostalo. Pred 12 leti niso imeli niti evra denarja, pa smo začeli delati, pa smo ga spravili skupaj. Tudi investicijske skupine, tako da zdaj imamo pa vrednost investicije, ki je 3-krat manjša, kot je bila takrat, in lahko ste prepričani, da tudi v bodoče, jaz te bom dal roke v stran, bilo kaj bo denarja, bomo še tudi dobili. Dejstvo pa je, da je pa racionalno bo rečeno, ker se bo gradilo, ker se ne bo gradilo, ker recimo ekonomsko Evropa, država, stroka ne dopušča, da se tam gradi, če imamo vložka 500 milijona evrov, pa rešimo 10 ljudi. Ali pa 20 ljudi. Teda z tega stališča je ta stvar jasna. Zato pa je potem naslednja točka, s katero pa tistim območjem, ki so zdaj izvzeti iz tega območja, omogočimo subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav. Tako da lete, in tudi moje gledanje na samo zadolževanje bo čas pokazal. Mi smo z zadolževanjem omogočili zdajšnji populaciji in mladini, da lahko koristi te ugodnosti, ki drugače ne bi. In še neka druga stvar treba povedati, kar je že malo načel. Mislim, da več kot 50% občin so po širini kanalizacije, po tem, kar je imajo narejeno, za nami. Mi imamo pač to srečo, ali pa tudi nesrečo, ali pa skratka, mi smo naredili čistilno napravo, 7 sprečepališč, 2 velika zadrževalna bazena z takim denarjem. In to je za občino Selnica ob Dravi, glede na to, na njene sposobnosti, veliki zalogaj. Ko sem že povedal,
vložka 2 milijona zadolžitve, pa vrednost občine čez 20 milijonov, se pravi, da nismo gledali v zrak, ampak smo vlagali v to. Dejstvo pa je, da bo zdaj kateri se bo že tudi k meni hodijo, ampak ni jih toliko. Mogoče 10, 15, 20 ljudi. Tisti, ki so blizu, pridajo, jasno, zdaj se bodo lahko priklopljali. In ko se bodo priklopili, gospod Fras je povedal, bomo imeli denar za širitev. In to je ta denar, ki ga lahko iz našega proračuna namenimo. Teh 4 milijone 200, ki je pa projektantski predračun, pa mislim, da bo potem, mislim, sem pripričan, da bo nekaj 20% manj, pa tudi, če damo služnosti zraven, ni tako hudega. Zdajšnje izkušnje imamo, smo imeli nekaj čez 400 teh služnosti, pa 280 smo jih menda sprejeli. Kot je povedal že v prvi razpravi, smo mogli na 2 mestih, smo preprojektirali, smo reči plačali recimo neke nove projekte, da smo se izognili neskončnim tožbam. To sta biti samo 2 taka. In jaz sem kot župan zadovoljen, da so samo 2 taka ali pa 3, če jih imamo 500. Ni to problem, ampak zmeraj se bo kjer najdel, ki bo nasprotoval nečemu. Zato pa ste vi občinski svet in župan, ki neko odločitev sprejme. In odločitev pred 12 leti smo jo sprejeli, je bila super, zdaj je pa zopet osnova in bomo zopet šli naprej. Vsekakor pa ta denar ne bo šel iz proračuna, direktno Selnice ob Dravi, mi imamo še druga sredstva, skratka 100% ne bomo nehali in bomo tudi za ta namen sigurno v prihodnosti pridobili kakšna dodatna sredstva in bomo lažje realizirali. Kot pa vidite, do 19 je ravno to, kar je gospod Fras omenil, tiste, ker bomo največ priklopov, ker bo tudi največ omrežnine in bomo tudi rešili. Za ljudi, ki pa zdaj imajo po programu širitve, se vidi, kdaj se sploh ne bo mogli, tisti pa ne bojo niti rabili se nikoli priklopiti, ampak bo imeli male čistilne naprave, ki jih bo zgodili, ampak Greznica in bo občina subvencionirala do 50%, to bo pa naslednja točka in mislim, da bodo tudi to akcijo spravili skozi. Župan, hvala lepa za dodatna pojasnila, glede na to, da je izvan. Zato, da ne bodo ostale številke v zraku in ponovno obtoževanje, da si izmišljujemo. Tukaj imamo cifro 4 milijone in pol, pa še nekaj zraven brez DDV-ja. Če temu prištejemo DDV in vse te stvari, ki niso vštete, torej govorimo o krepko čez 6 milijonih. In še kar je bilo pred 12 leti, ko smo govorili o 12 milijonih in takrat o 85%, da nam bo dala država, je na koncu račun bil koliko? 29% celotne vrednosti investicije je samo dala država, govorili smo pa o 85%. Torej to govorijo številke in torej zato bi prosila, da se konkretno držimo številk, ki jih je občinska uprava pripravila. Torej nisem si jih sama zmislila. Moram replicirati, ker je bila netočni navedek. Jaz več ne mislim, da se to gospodje batirati. Ona je rekla, da je dala država Evropa 30%. Občina Selnica je dala 19%. 71% je dala država. To je pravi podatek. Tako da, lete, jaz bom končal s to debato, ker nima smisla. Vsekakor pa občina Selnica ob Dravi bo v prihodnosti zgradila glacijo z njo ali brez njih. Hvala lepa. Zaključujem razpravo na omenjeno točko in pripravljen sklep oziroma predlog sklepa, kateri je bil dopolnjen ze strani Komisije za gospodarstvo in sicer sledi oziroma imenuje se tako: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme okvirni program širitve kanalizacijskega omrežja na območju občine Selnica ob Dravi. Kdor je za takšen dopolnjen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, kdo je proti? Edi, tako običajno. Hvala lepa. Prehajamo na 14. točko in sicer z vsebino pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi. Skrajšan postopek. Tudi za to vsebino prosim Karla Lampreka, da nam preda oziroma obrazloži vsebino te točke. Občina Selnica ob Dravi nadaljuje aktivnosti na področju varovanja okolja, natančneje odvajanja in čiščenja odpadne vode. Subvencija, ki je zavedena v pravilniku, je namenjena za tiste občane, ki imajo objekte na območjih, kjer ni predvideno kanalizacijsko omrežje.
S predlaganim pravilnikom občanom tako omogočamo finančno pomoč pri izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav. Občina s pravilnikom želi spodbuditi občane, da si uredijo primeren sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, s čimer bodo pripomogli k varovanju okolja, še posebej k varovanju vodnih virov. Naveden pravilnik ima finančne posledice za občinski proračun, ki se bodo izkazale na strani odhodkov ob sklepanju pravnih poslov. K temu bi dodal, k obravnavanemu pravilniku je župan predlagal tudi naslednji amandma, in sicer k 4. točki predlaganega pravilnika, ki pravi, da se znesek v 4. členu spremeni iz 500 na 700 evrov, tako da se spremenjen člen glasi: upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 700 evrov za objekt, ki je namenjen stanovanjski rabi, oziroma do največ 50% vrednosti same investicije v izgradnjo MKČN. Obrazložitev. Na pobude posameznih članov odbora za gospodarstvo z dne 11.4., torej tega torka, je občinska uprava pobude pregledala. Občinskemu svetu tako župan predlaga v potrditev amandma, s katerim se določi višji znesek za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav občine Selnica ob Dravi. Kako je znesek dobljen? Znesek je preračunan iz procentov vložka, torej v višini 30%, ki ga je občina vložila v nedavno končan projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi, ko smo prislišali malenkost manj. In povprečne vrednosti investicije MKČN, torej do 4 populacijske enote. Torej, če nekako to obrazložim, sama vrednost investicije v izgradnjo male komunalne čistilne naprave se nekje giba med 1500 do 3000 evri. Če to recimo, oziroma če to nekako vzamemo povprečno vrednost, katero sem tudi v bistvu imel možnost videti, saj je v bistvu en občan, oziroma ni naš občan, ampak je občan Podvelke, se pri nas to pozanimal in je imel v bistvu predračune, ki so govorili za komunalno čistilno napravo oziroma MKČN za 4 do 6 PE-jev, je bila znesek 2264 evrov, pa še nekaj malega zraven. Torej, če temu dodamo teh 30%, pridemo na teh približno oziroma določenih 700 evrov, ki bodo subvencionirana občanom v primeru izgradnje male komunalne čistilne naprave. Hvala, toliko za enkrat. Hvala lepa, gospod Karli, za izčrpno predstavitev. Tudi ta točka, ta vsebina je bila obravnavana brez amandmaja, da se razume, na odborih, in sicer na statutarno-pravni komisiji in na odboru za gospodarstvo. Prosim predsednika statutarno-pravnega predstavi njihova stališča. Statutarno-pravna komisija se je seznanila z obravnavanim pravilnikom o subvencioniranju nakupa in vgradnje komunalnih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi, ki se sprejema po skrajšanem postopku, in ga kot takega predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Prosim predsednika odbora za gospodarstvo, da nam predstavi obravnavano vsebino oziroma njihovo stališče. Res je, da je na odboru za gospodarstvo bilo podanih nekaj pobud in vidimo, da je ena od teh pobud je rezultirala z amandmajem. No, mi smo takrat sprejeli tak sklep. Odbor za gospodarstvo je obravnaval pravilnik o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala lepa. Glede na to, da po poslovniku je potrebno posamezni točki, koliko ima predlog amandmaja, je potrebno obravnavati prvo amandma, potem pa predlagan sklep, in sicer predstavil bom še enkrat vsebino oziroma spremenjenost vsebino na 4. Prosim. Na predstavljeno vsebino. Izvolite. Spoštovani, želim predlagati, da naprej razpravljamo o tem pravilniku za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav,
predlagatelj oziroma poročevalci niso pojasnili več, kot je predstavljeno v tem pravilniku, razen seveda sedaj v samem, ker sem ga danes našel tukaj v samem tem amadmaju, ne, in sem seveda operiral po 4. členu tega pravilnika. No, zato predlog, da po razpravi ne glasujemo in ne sprejmemo pravilnika v predlagani obliki oziroma vsebini, ampak ga nadaljujemo na naslednji seji občinskega sveta. Zakaj? V 4. členu je omenjena vsota za dodelitev proračunskih sredstev za objekt oziroma male komunalne čistilne naprave. Za odločanje mora biti več informacij, analiz in primerjalnih izračunov. Znan mora biti podatek, koliko je povprečna cena priključevanja na sekundarni vod. To je prvo, kar mora biti. To se pravi, koliko je komunalni prispevek, strošek priključevanja, dolžina vode, tako neko povprečje, da vemo, koliko košta tistega, katerega se priključuje. To je pod A. Pod B. Drugi izračun. Bi lahko jasno drago? Drugi izračun, strošek vgradnje male komunalne čistilne naprave. To se pravi izračun stroška vgradnje male komunalne čistilne naprave, povprečne cene. To se pravi dokup, vgradnja, potem stroške montiranja in tako dalje, povprečne cene govorim. No, in ko so nam svetnikom predstavljene primerjalne izračune, potem lahko govorimo o znesku v 4. členu tega člena. Prepričan sem, da bo znesek nekoliko višji, kot je drugačen, kot je seveda zdaj v 4. členu, vendar zdaj ga vidim v samem amadmaju, da je nekoliko večji. Samo ne vem, odkot pa je zdaj 500. Čakajte, zdaj, kako minuto bomo še pol mogli še več meniti, zakaj bi morali, ne? Zdaj, za odločanje, ne, mora biti, ko sem povedal, jasno in seveda z izračuni podkrepljeno, da lahko rečemo, ali je dovolj 500, kot piše, ali je dovolj 700, ne vem, ker nikjer nimam primerjalnega izračuna. Lahko sem prepričan, da je potrebno več. Ne vem, mogoče bo 680, mogoče bo 795, ne vem. Ampak nimam dobenega podatka, na katerega bi lahko odgovoril občano, ko bo rekel, čujte, zdaj pa, kako to, da jaz moram, da samo 700, vi ste pa toliko bolj poceni prišli skozi. Ne znam mu odgovoriti in zato jaz moram imeti dva podatka, izračun, koliko bo mene koštalo in pa izračun, koliko bo njega koštalo. In ta razlika se pol vidi, koliko pa občina mora sofinancirati. Zato bi jaz predlagal, da to razpravo, seveda razpravljamo, pridemo, izmenjamo in pa seveda nadaljujemo na naslednji seji, ker nič ne zamudimo. In bi predlagal tudi, da zavzame stališče 3 odbore, ki se najbolj tiče vaških odborov, da zavzamejo svoje stališča. Ko bodo stališča zavzeli, bomo mi videli, kakva so njihova mnenja in potem lahko mi bolj korektno razpravljamo. Ker pa tudi, veste, mi smo zdaj pravzaprav na koncu. Občinski svet ne bo več razpravljal in ne bo več o cenah govoril, ker so odloki sprejeti, pravilniki so sprejeti. Glejte, če tu nismo korektni in če tu nimamo pravega podatka, jaz pol tega ne moram sprejeti nikak. Ampak jaz bi predlagal, da glasujemo o tem, da razpravljamo, vendar ne glasujemo o sklepu, ampak takrat, ko bomo imeli dodatne informacije, dodatne podatke. Hvala lepa. Gospod Karli, lepo prosim, da posredujete odgovor na omenjene pomisleke oziroma predloge. Torej, ko sva že debatirala v pauzi, oziroma med pauzo, komunalni prispevek se izračuna na podlagi državnih predpisov in so jasno določena merila, kaj bistvo zajema ta izračun komunalnega prispevka. Občina samo določi območja na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč, kje bodo tista območja, ki so komunalno opremljena, oziroma tiste vrste programa, tiste vrste komunalne opreme, ki pridejo v seštevek za izračun komunalnega prispevka.
Strošek male komunalne čistilne naprave takšnega izračuna nekako ne more narediti. Torej ni državnega predpisa, ki bi lahko izračunal na kakšen način oziroma po formuli izračuna, da bi nekomu, ki bi imel čistilno napravo vgrajeno takšno ali drugačno, po tistih formulah šel dol oziroma po tistih formuli preračunal vse parametre vstavil, pa bi mu rekel, ti pa dobiš 850 €. Vedeti tudi moramo, da več kot polovica stroška izgradnje, torej same čistilne naprave, ne more biti, ker potem v bistvu mi postanemo že dejansko solastniki in moramo to zadevo konkretno vzdrževati. Strošek poprečne cene sem predstavil, tiste cene, kot sem že prej rekel, 2264, pa še nekaj zraven, je bil dejanski strošek, ki ga je imel občan izven naše občine, ampak se je oglasil pri nas na posvetu in to je bil strošek na ključ oziroma cena investicije na ključ, kar pomeni 4PE 2264 pa še nekaj evrov. Torej imamo podatek, s katerim lahko operiramo in če mu še dodamo tistih 29 oziroma 30%, ki je občina namenila za izgradnjo oziroma dobila oziroma financirala za izgradnjo čistilne naprave in pa samega omrežja, potem pridemo do tega rezultata, ki ga imamo danes pred seboj. Vprašati se tudi moramo, kje je tista meja, ki jo moramo določiti. Če recimo povzamemo, pa sem zdaj tam pozabil, ampak večina občin, ki imajo take pravilnike sprejete, od 18, ki smo jih izbrali, pregledali, jih je kar 10 oziroma 11 ima napisanih, da subvencionira zadevo do 800 €. V naši občini je po trenutnih podatkih 1012 greznic. Torej govorim o zmožnosti, ki jo lahko občinski proračun sploh prenese v sami izgradnji komunalne čistilne naprave. To pomeni, torej male komunalne čistilne naprave, to pomeni, da če gremo mi v neke višje zneske, pomeni tudi višji znesek, ki bo padel na občinski proračun, kar pa posledično pomeni višje odhodke. Vemo pa, da za male komunalne čistilne naprave ne bomo zaračunavali komunalnega prispevka, ker ga niti ne moremo. To bi še s moje strani bilo vse, pa če sem še kaj pozabil, te bi pa te verjetno spomnil. Hvala. Hvala. Prosim. Čas. Jaz sem se dobiti čisto konkretno, ker tako te bo vprašeno. Višina izračunane na podlagi nimamo komunalnega prispevka. Vse vprašanje, ki jih je postavil kolega Fras, so znani. Teda recimo, če bi ti zdaj povedal, da so znani, a boš potem spremenil mišljenje. Komunalni prispevek je obračunan za vsakega preklopa Veselnice v Dravi, na enoto površine in na število stanovanja. Je znan, odkljukamo, ni to neznanka. Strošek. Kak je strošek? Priključevanje. Koliko je? Komunalni prispevek je to. Eno. Ja. Nisem poslušal. Pa strošek priključevanja je še dodatni strošek. Ja, pa tisti v vsakem primeru pride na uporabnika. Ko to imam, Ja. Pa ne boš mogel točnega imeti, gospod. Potem je pač znan podatek. Dobre, lej. Potem lahko na drugi strani, vem, koliko leta postavljamo in določeno ceno, razliko v ceni, koliko imamo. Dobro, v glavnem, nimate prav, pa se ne važno. Jaz bom to povedal. Za vse ostale svetnike, ki mislijo, da me poslušajo, kaj govorim. Komunalni prispevek, ki je bil vprašanje, koliko košta ostale občane, je znan. Sam priklop cevi iz hiše na jašek pa je vsega drugačnega. Tega ne bom točnega dati, ker bom dal priključek za mene, bo recimo koštal 200 €, za onega bo šlo 500 €, če malo večjo razdaljo. Potem druga točka, koliko smo izrekli višina, izračunana subvencija čistilne naprave, je na podlagi vložka iz občinskega proračuna v skupno kanalizacijsko mrežo. To se pravi, kot smo rekli, prej je napaka. 70% je vložila Evropa in država. Tega denarja ne obremenjujemo dobenega. Ne stare, ne nove, ne stare preklopnike. Ne nas, ne vas. Se pravi, obremenjujemo samo tisti 30%, ki je šlo direktno iz proračuna za vse ostale občane. In ta del, sredstev je pošteno, da tudi tisti dobijo, ki se ne bodo nikoli preklopili na našo čistilno napravo. Zato je cifra 30% vloženih stroškov. Zato je prišla cifra 700 €. Zato je da 700 €. Zakaj pa smo zdaj rekli bolj naprej, da dobene neznanke ni neznana, gre se samo za to, da zdaj vaški odbori, to je čisto brezpredmetno, mislim, to je zdaj samo nekaj obremenjujemo, samo da bi zavračevali. Dokrat je bilo že v zgodovini, nekaj zavračujemo, pa vlak nam odpelje.
Zdaj so pa podatki znani. Edino, kar ne vemo, koliko bo koštal preklop Lep Juriju ali pa Fras Milanu. To pa ne vemo, ker bo vsak imel drugačno celo za preklopiti. Tako da, kot sem povedal, obe neznanki, ki je bil sta znani, komunalni prispevek in pa višina 30%, ko smo vložili skupnega denarja našega, vašega, v skupno čistilno napravo, v skupne osnovne vode. Zato smo rekli pošteno za vse ostale občane, da je teh 30% denarja v obliki subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav na posamezno hišo, na posamezni preklop. Teda, jaz predlagam, da razprava ne poteka, ampak vsekako bomo dali na glasovanje to, kar je predlagal gospod Fras. Upam pa, da boste sprejeli, da lahko mi delamo naprej. Vsebinsko je proceduralno. Najprej moram povedati, da se Prosim malo. Najprej moram povedati, da se o postopnem predlogu ne razpravlja. Prosim. To se je zdaj zgodilo, kar seveda po poslovniku tega ne bi smelo biti. Zdaj ne verjamem temu, kar je bilo zdaj seveda vse povedano, ker je bilo seveda obrazloženo in s 500 evri, tako so tudi operirali. Naenkrat je pa eden rekel, ne vem iz kakih strokovnih podlag, da novi račun pa zdaj 700 evrov, to pa zdaj pravi, pa 30% vložka. Pred 2 dnevoma pa ni bilo 30% vložka, za 500 evrov pa bilo drugačen vložek. Skratka, o tem lih to ne verjamem, kar je bilo povedano, zato seveda želim in še enkrat povem, da hoče imeti 2 izračuna, ker se da. To je bilo govora zgolj o enem, o komunalnem prispevku. Komunalni prispevek je eno, ki je izračunan v tem povprečju 1000 evrov plus. Še imam strošek priključevanja, kopanja jarka v dolžini. En imajo zelo blizu, en imajo dalje in se lahko približno izračuna, koliko je to stroška. Ali rečemo, da to skupaj 1500 evrov. Do povprečja 2500 evrov, male čistilne naprave je še pa 1000 evrov, ne več 700. Prej pa bilo samo 500. Zato se gre. Zato ta 2 podatka pa da vidimo in se zmenimo, koliko bomo dali. Ali bomo dali 681 ali bomo dali 793 na pamet, to je govora. Skratka, gre za to, da ta 2 računa, da lahko konkretno ocenjujemo na eni strani preko nekih izračunov, ker lahko da je podatek, ki ga je gospod Lampret dal 2500 evrov vredno, samo jaz ga hočem imeti na papirju. Hvala lepa, gospod Franc, za vaš pogled na vsebino. Malo, lahko prosim. Glede na to, da je bilo iz strani svetnika gospoda Frasa zahtevano oziroma priporočeno nam svetniku, da se vsebina oziroma ta točka predstavi na eno razpravlja in da se predstavi. Razpravljali, ne vidim potrebe, če bomo se odločili. Vem, kaj bom naredil. Ja, ok, ne, ampak glede na vsebino. Jaz bi lepo prosil, da se držimo tudi poslovnika, kaj se tiče govorjenja en čez drugega. Strani gospoda svetnika Frasa je bila podana, da se ta točka iz današnje seje umakne zaradi pomankanja vsebine oziroma izračunov, kateri bi lahko transparentno izkazovalo, odkot denar, zakaj tolikšen denar in dejansko po upravičencu posameznem, koliko bo koga kaj stalo. Proceduralno ni bilo umaknjeno, ampak da se razpravlja. Predlog. Potem pa ne glasujemo, ne zaključujemo, ampak nadaljujemo na naslednji seji. Ko že dobimo dodatno nič. Jaz imam samo 2 možnosti. Ali to točko danes, ok, razpravljamo, pa jo umaknemo, zato da ne bomo o njej... Ne. Lahko, predsedujoči. Vem, da lahko prekinemo. Daj na glasovanje predlog gospoda Frasa, da se točka je obrnavala in da se ne glasuje. To glasujete zdaj. Ne, če boste za... Malo smo obrnili to zgodbo. V redu, malo smo obrnili to zgodbo, se strinjam. Še enkrat bom povedal, prvo bomo o tej zadevi glasovali, da vidimo, ali je potrebno
to zadevo zaključiti z razpravo ali gremo do konca in tudi to točko zaključimo danes na tej seji. Prosim. Razprava je končana. Glasovala bom za to, da resnično danes o tem pravilniku razpravljamo, da slišimo, kaj ima občinska uprava za povedati, svoje predstaviti, da si svetniki predstavimo svoja mnenja in da na to prekinemo to razpravo, vmes do naslednje seje obravnavajo gradivo vaški odbori, katerih se v resnici to najbolj tiče. Če se navežemo prej na naš program širitve kanalizacijskega omrežja, pravzaprav ugotavljamo, da je cel nižinski del, tako je bil takrat predlog uprave, da bo prišel v enovit, bolj ali manj enovit kanalizacijski sistem. In zato menim, torej, da je nujno potrebno, da o tem razpravljajo tudi vaški odbori in podajo svoje videnje oziroma razmišljanje, kako oni vidijo, da so vključeni v ta sistem. In prej smo vehementno govorili o 6 milijonih, 7 milijonih, 4 milijonih, 12 milijonih, tako zdaj govorimo o 500 evrih, 700 evrih, morda lahko govorimo tudi o 1000 ali 1500. Hvala lepa za obrazložitev glasu. Še bo kdo izkoristil obrazložitev glasu? Vkolikor ne, hvala lepa. Glasovali bomo o točki, ali danes razpravljamo in ne dokončno glasujemo. Ne, razpravljali smo. Razprava je končana. Zdaj bo gor pa povej, kako ne so dano. Zdaj glasujemo o tem, ali glasujemo ali ne glasujemo. Ne. Kdor je za predlagano vsebino s strani doktorice Vlaste Kermel, prosim, da z dvigom rok to... Ne, gospoda Frasa, ni tak res. Fras je predlagal. Z predlogom gospoda Fraza in točno tak je, imate prav, se upravičujem. Na predlog gospoda Frasa. Kdor je za tak predlog, da se danes ne glasuje. Razpravljamo, zaključujemo razpravo, ko bomo, še nismo razpravljali. Razpravljali še nismo. Da samo vedem, da razpravljamo, bo zaključili razprave, ne glasujemo. Sem jaz... Čakajte zdaj pa spreminjate malo zgodbo. Ne vi, tukaj se hočem prekiniti debato. Še enkrat glasujemo o predlogu gospoda Frasa, da se danes razpravlja na temo in sicer na temo pravilnikov subvencioniranega nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav, se pa o tej točki ne glasuje. Prosim. In se na naslednji seji z dodatnimi argumenti potem... To da nima veze s to točko. Kaj bo pol. Prosim, kdor je... Poj gor, da ti boli. Prosim, da ne bo na koncu izpadlo, da si to za sebe nekaj razlaga. Jaz se opravičujem, težko razumem. Ampak ja, sej, težko je razumeti genije, se to je logično. Ampak jaz bi razumel, če bi bilo vprašanje, da se danes prekine obravnava te točke, kaj sem rekel? In se nadaljuje na naslednji seji z novimi argumenti. To bi razumel in to bi lahko glasoval za ali pa proti. To je to, kaj sem jaz prej rekel in ste me prepričali, da moramo glasovati o tej vsebini, ki jo je predstavil gospod Fras. Če pa je to predlagal. Prosim, da glasujemo o tej vsebini, ki ste jo predstavili, pa še enkrat predstavili in smo tudi to razumeli. Ni več razprave. To pa ja. Obrazložitev glasu pa ja. To je to. Ko sem predlagal postopkovno, da bi danes razpravljali
o tem pravilniku vršili razpravo, bi na koncu zaključili razpravo, ne bi glasovali, ker potrebujemo dodatne argumente za 4. člen. Ampak sem jaz okoli tega potem še kaj druga predlagal, da še najprej ne oni razpravljajo in pa seveda okrog te razlike, koliko bi bile potrebne v tem 4. členu, sem šel malo širše. Bistvo je, da danes normalno razpravljamo, ne zaključimo tega pravilnika, ampak ga nadaljujemo na naslednji seji, ko dobimo dodatne argumente po mojem predlogu. Hvala lepa. Hvala lepa za obrazložitev vašega glasu. Še enkrat. Prosim. Obrazložila bi svoj glas in sicer bom glasovala za ta sklep, zato ker mi je jasno, da govorimo o malih čistilnih napravah, ki stanejo za eno družinsko hišo 2500 evrov in več občina ne more subvencionirati kot 50%, ker potem je solastnik, za več populacijskih enot stane toliko več in zopet občina ne more financirati več kot 50% in tu je vse jasno, jaz ne vem kaj, tu ni nobenih priključkov in ničesar, to je v tem kanalizacijskem omrežju, ki ga zdaj gradimo, oziroma se ljudje priključujejo in to nima s tem nobene povezave. Hvala lepa. Še kdo izkorišča obrazložitev glasu? Vkoliko ne? Prosim. Jaz bom glasoval proti temu. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo, vendar ne bom glasoval niti za 700 evrov. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo zadnjič strani gospoda Lamprehta na gospodarski komisiji natančno razloženo, katera je formula, na podlagi katere je občina prišla do 500 evrov. Tista formula mi je bila jasna, enostavna in dobro opredeljiva in se z njo strinjam. Za 700 formule še nisem slišal. To se pravi, da potrebujem načeloma 500 evrov, 700 pa nikakor, ker formule zadaj ni. Hvala lepa. Ali, prosim, še bo kdo izkoristil obrazložitev glasu? Hvala lepa. Zaključujem možnosti obrazložitev glasu. In še enkrat prosim, da glasujemo o predlogu gospoda Frasa. Kdor je za njegov predlog, naj dvigne roko. 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? Kdor je proti predlaganemu? 1, 2, 3, 4. 11. Hvala lepa, 11 proti, 4 za, to pomeni, da predlog gospoda Frasa ni bil sprejet in nadaljujemo, kot sem v osnovi pričel to točko in sicer prvo govorimo o predlaganem amandmaju. Predlagan amandmaj je sprememba vsebine 4. člena tega predlaganega pravilnika. Odpiram razpravo na predlagan amandmaj. Koliko razpravljavcev ni? Prosim. Pardon, se upravičujem. Še enkrat postavljam vprašanje, ki je isto. Zakaj 700 evrov? Namreč razlaga me ne prepriča, ker je pavšalna. Ves čas govorimo, da je občina v težavni finančni situaciji. Potem izpostavi nekaj predlagateljev na gospodarski komisiji, da je ta znesek prenizek in dobimo znesek 700 evrov, ki ga opredelimo na nek način, ki meni pač ne gre v glavo. Moče sem butast, ne? Ampak, če občina porabi za to, da pripravi predlog v določen čas, potem pa v enem dnevu spremeni na 700 evrov, nekaj pri tej stvari močno smrdi. To je vse. Hvala za vprašanje.
oziroma za razpravo, gospod Karli, prosim, da je to razprava, da boste odgovorili, gospod Fras. Ja, ne se odgovoril. Ja, razprava je. Gospod Slivnik, nič ne pomaga, jaz sem to že prej predstavljal, da je cifra 500 naenkrat, pa se je zgodila 700 čez noč. Tako da, če bi prej glasoval, tako kot sem jaz predlagal, bi to odpadlo. Pa še kdo drugi, to se pravi, koliko pač imamo ljudi radi, pa koliko smo spoštljivi do tistih, ker imamo dvojna merila. Na eni strani smo tisti, ki lahko komunalne tukaj na tem prostoru koristimo, od kabelske, tudi pločnikov, ko govorimo o vsem tem možnem, dočim tistih, ki danes govorimo o tistih, tiste možnosti pa drugi nimajo. To se pravi drugorazrednih. In teh 700 evrov, jaz mislim, da to bolj politično nekako vzgleda, so kakve volitve bodo v kratkem in se nekomu to dopade, kako bilo krasno predlagati čez noč kar 200 evrov več in naenkrat je argument, strokovni argument, jaz ga ne vidim, kakor je gospod Slivnik povedal in tako sem jaz tudi prej govoril. Jaz vidim podatek drugačen, ko bodo izračuni, mogoče bo drugače, lahko da bo 650, lahko da bo 720, ne vem, ampak na pamet reči iz 500 na 700, tako se pač ne gremo. Jaz sem prepričan, da bo trebalo dati več, ker izračuni bi pokazali več. Če smo sposobni dati 700, smo še sposobni dati 780. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je še vedno odprta. Kot smo že prej slišali, način izračuna vsega skupaj je znan po eni ali po drugi strani. 30% smo vzeli za to, ker je bil strošek oziroma vir financiranja strani občine do projekta izgradnje kanalizacije cirka 30%. In na tak način smo prišli do izračuna 700 evrov. Če se je to zgodilo čez noč, v 2 dneh, morda. Ampak ve pa se nekaj, da mi ljudem ne moremo iti nasproti z 500 evri, niti ne moremo iti nasproti z 1500 evri, ker vemo, da imamo v občini Selnica 1012 greznic. Če to preračunamo iz prejšnjega programa širitve oziroma okvirnega programa širitve, je bo cirka 600 greznic ostalo, ki bomo mi morali subvencionirati oziroma se bodo verjetno ljudje prijavili na to, da bodo subvencionirani. Kar pomeni, če kar tak čez palec rečemo 600 greznic krat 1000 evrov, 600 000 evrov. Če rečemo 500 evrov krat 600 greznic, rečemo 300 000 evrov. Če rečemo 700 evrov krat 600 je 420 000 evrov. Ne smemo pozabiti, da ljudje v više ležečih predelih niso vsi, bom rekel, premožni, da si bi lahko kar vsi kupili za 6000 ali pa za 5000 ali pa za 3000 evrov greznice, pri tem pa bi mi subvencionirali samo 500 evrov, pri čemer pa moramo tudi razmisliti, da občina ni toliko bogata, da bi lahko subvencionirala 1500 evrov ali pa 1000 evrov. In se mi je zdel ta predlog, ker sem že prej tudi povedal, da večina občin iz 18 občin, ki smo jih pregledali njihove subvencije, je 11 tistih, ki subvencionira do 800 evrov. In se nam je zdelo smiselno, da predlagamo teh 700 evrov, ker je tudi nekje v odzadju bilo rečeno, oziroma je potrjeno, se ve, da je občina Selnica ob Dravi 30% malo manj financirala v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi. Hvala. Hvala lepa. Prosim. Gospod Lamprecht, s vsem spoštovanjem, vi ste definitivno strokovnjak in ste strokovno podkovan. Ravno zato bi vas prosil, da pridete nazaj in da poveste formulo, ki je niso slišali vsi tukaj za tem omizjem. Formula je dobra, formula je pametna in ima izhodišča, ki so smiselna. Zakaj iti na subvencioniranje, ki je identično kot pri ostalih? Pri ostalih tudi ni bilo identično, koliko denarja so dobili. Pri ostalih ni identično to,
koliko je občina zadolžena oziroma koliko ima sredstev na razpolago. Vaša strokovna razlaga pa je bila argumentirana in potem povolžena v 10 minutah. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim. Prej se javno. Zdaj imamo pa iz tega programa, ki smo ga prej obravnavali, pokazala še en izračun, kako smo natančni pri eni čistilni, mali komunalni čistilni napravi, kjer govorimo o 500, 700, pa učimo vse ostale okrog, kako bi se najkaj delilo in množilo. Iz programa ga berem, ki ga je pripravila občinska uprava. Na Fali, Zgornji Boč, 240 populacijskih enot je brez DDV-ja vrednost, ki bomo jo dali za te celo, torej ta del kanalizacijski, torej s čistilno napravo, več kot 1 050 000 evrov, pa še 1,22 zraven DDV-ja. Torej govorimo, da bo tu naš strošek več kot 5337 evrov na populacijsko enoto, to pomeni na 4, tako kot govorimo pri malih komunalnih čistilnih napravah, 21 350. In tu se izkazuje, torej na kak način, kako pavšalno občina računa. Torej zato menim, da kar tako pavšalno računati, pa reči zdaj 500, zdaj 700, zakaj pol ne rečemo 1000 in podobno, in razpravljamo o vsakem evru, kako nimamo denarja, torej prej smo pa rekli, da imamo kar ogromno in bomo lahko za tisti del 240 enot dali torej več, skoraj da 1,5 milijona evrov. Hvala lepa. Mora, ker je to čisto zbluz, kaj je obračunal so? Ja, prosim. To bo še dobro. To je ne boš verjetno. Doktor, Najde, prosim. Prosim. 1050, oziroma, pardon, se opravičujem, 1 050 910 evrov. Ta podatek je strani projektantov. Ta podatek smo strani projektantov dobili, ki so nedavno končali ta projekt veliki in so tudi imeli neke okvirne ocene na pač prej viden program. Teh 240 populacijskih enot, 5000 evrov, ja, v bistvu smo v aglomeraciji, ki jo zakonodaja nam nalaga, da jo moramo opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem in se ne moramo kar tako reči prek palca, zdaj pa tu vsem dali oziroma financirali male komunalne čistilne naprave. To je tukaj največja težava. In še če tako pogledamo, potem bi tudi recimo lahko rekli, pol Slemena ne bi rabili financirati oziroma v tem projektu izgradnje kanalizacije izgraditi, ampak nas zakonodaja zavezuje, da tam, kjer so aglomeracije, jih občina mora opremljati. In to je težava, da je nastalo teh 1 050 000, lahko bi pa bilo izgradnja po vsaki hiši 5000 evrov, pa bi verjetno lahko bil tudi, oziroma 3000, pa bi bil strošek manjši. Ampak država je tista, ki nam v bistvu zapostavlja neka merila, ki jih žal moramo občine tudi spoštovati. Hvala. Hvala. In sprava je še... Tine. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, iz vse te razprave se mi je postavilo eno vprašanje, zdaj govorimo o teh 30% in 700 evrih. Govorimo o teh 30% in 700 evrih, mogoče sem preslišal, mogoče ne, če sem se opravičujem, ampak vseeno bi želel slišati, kaj je bila podlaga za prejšnji izračun. Torej, za 500 evrov. Samo to prosim. Hvala. Hvala lepa. Torej, spoštovanemu gospodu Slivnjaku se najprej opravičujem, ker me je prej opozoril, da v bistvu nisem odgovoril na njegovo vprašanje. Pa znova poudarjam. Torej, vi ste me vprašali natančni izračun, ne? Če se prav, je tako. Samo formulo. Ki ste jo predstavili na gospodarskem odboru. No, formulo za 500 evrov ali za 700 evrov? No,
Formula za 500 evrov je 20% financiranja povprečne vrednosti, ki je bila izračunana med spodnjo in zgornjo vrednostjo nakupa in vgradnje, torej kompletno investicijo male komunalne čistilne naprave. To je bilo izhodiščna točka za razpravo, ki smo jo na odboru za gospodarstvo obravnavali. In potem so bile razne pobude na to temo, da je to prenizko, da je bilo smiselno več in se je oblikovala ideja o 30%, ki ima tudi v ozadju vsebino. In to je vsebina financiranja, kot sem že prej povedal, pa se ne bi več ponavljal. Nekaj ste pozabili, kako ste prišli na 20%, ste tudi pojasnili. Tako, 20% je pa strošek bistvo kritja strani kot DDV. Torej, če nakupimo čistilno napravo, malo komunalno čistilno napravo, je občina v tem primeru bi lahko bilo izhodišče, da je krila strošek DDV-ja, ki je v tem primeru 20 ali 22% in je teh 500 evrov na tak način nastalo. To je tudi bistvo vprašanje oziroma odgovor gospodu Štegerju. No? Sem odgovoril. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim. Ja, spravo še več. Ne, razpravo, malo. Spravo. Ja ne vem, naj pomaham tistim doma, ko me gledajo po televiziji, ker je tu bila velika skrb izražena za mene, da nisem deležen kabelske televizije, pa sem, ne, čeprav sem Boga vrpil doma. Trenutek, prosim, no. Malo še ste. Jaz to vse skupaj razumem tak, ne. Z neko formulo se je prišlo 500 evrov v prvi varianti, bilo je na odboru, da je to premalo, da bi mogoče lahko več. V bistvu je pa vse ocena, koliko proračun lahko požre, po domače povedano, ali ne. To je bistvo vsega tega problema. Če so ocenili po tistem predlogu iz odbora, da lahko to vzdrži proračun, potem bom jaz za, ko smo ni debate. To so že ocenili, verjetno. Hvala. Gospod majster. Čisto na kratko bilo, ker smo pozni. Jaz osebno sam bil v dilemi ali 500 evrov ali 700 evrov. Zdaj pa, ko sem to poslušal, verjamem strokovni službi, vse bo naša strokovna služba ni po Kisli župi priplavala. Tudi neke veje in moramo verjeti in verjamem, zato bom glasoval za teh 700 evrov. Tada, to ni, osebno pa bi bil, da bi 50%, ne vem zakaj je to, če je večja vrednost investicije, da dobi več. A bo dobil več, potem od 700 ali ne, to je pa vprašanje. Če imamo, na to bi jaz 50% črto. Pa pika 700 evrov. Ne, to pa ne sme. To je moj predlog. Zdaj pa, če lahko še naprej grem nekaj malega, kar se tega tiče. Kompletno. Ali to bi se Samo repliko možno. Na gospod. Ja, ok. Jaz bi več podatkov potreboval iz odbora za gospodarstvo, kot predsedujočega pa predsednika, da bi lahko povzel neke razprave in tudi seveda te ravno razloge, zakaj je prišlo do te cifre. Jaz menim, da je cifra 700 evrov premala, ker je seveda zdaj razlog, ni več denarja. Jaz pa govorim o pravičnem delu, da pod enakimi pogoji se priključujemo. Mi v dolini in oni na hribu, ki smo dolžni se eni priključiti na kanalizacijo, drugi pa napraviti malo čistilno napravo. Zakaj bi njegov strošek bil 1800 evrov, če bo moj strošek 1200 evrov? Samo za to se gre. In to se bo tudi zgodilo. Drugi razredni bote in razlog je, gospoda Tataloviča, ni denarja. Mi nič ne razumemo, pa še kako razumem, da bodo oni plačali več in jaz menim, da 700 evrov premalo, da to zgolj umetno postavlja na 700, da se lepo čuje, ampak izračun kaže več. Več kaže. Baje ni denarja. Za nas je, za njih na hribu pa ni. To je razlika. Hvala lepa. Prosim. Ja, ampak. Jaz bi zdaj tu že malo
Zgleda, da me ima gospod Praseres za tepsa. Ne. On bi od mene pričakoval kot predsednika, pa politične igre se gre malo tudi, ne, seveda. Od mene, od predsednika odbora bi pričakoval bolj natančne obrazložitve, pa več podatkov, lepo vas prosim. No. Lepo te prosim. No. Drugo pa, skrb imaš veliko za mene. Jaz sem pa neum, pa delam proti svojemu žepu. Ja, bravo, bravo. Res si umetnik, no, moram povedati. To je že, mislim, to nima več nobenega smisla. No. Jaz sem doma v takem območju, kjer bi se seveda potreboval za čim večji prispevek. Ampak če nekaj vzdrži. Če pa nekaj ne vzdrži, o tem razpravljam. In nekdo je ocenil, da ne vzdrži, pa se lahko ti 100-krat drugega menja, jaz pač takega menja. In brez nekih takih političnih iger, to brez veze to. To je čisto praktično. Prosim, da zaključimo z obrazložitvijo glasu in mi dovolite, da predstavim vsebino amandmaja. In sicer sprememba 4. točke, kot sem povedal, amandma spremenja 4. točko, prosim, da boste vedeli, pravilnika o sofinanciranju nakupa in gradnje malih čistilnih naprav je sledeč. Lahko prosim. Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 700 evrov za objekt, ki je namenjen stanovanjski rabi oziroma do največ 50% vrednosti investicije. Prosim, da z dvigom rok potrdite predlagan amandma. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 je za, kdo je proti? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. En je zdržan, ni glasoval. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na bistvo pravilnika o sofinanciranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi. Na omenjen pravilnik, ki je bil že zdaj, bom rekel, obdelan z razpravami, ampak glede na to, da je to samostojna zadeva za glasovanje, tudi za to vsebino odpiram razpravo. Prosim za vsebino pravilnika, ne? Kaj sem te prišel? Zaradi pravilnika o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Selnice ob Dravi. Zato sem prišel na oder. Glejte, zdaj smo že skoraj predebatirali tisto, kar je najbolj pomembno, ker sam pravilnik seveda pač ima svojo vsebino, ki pač postavlja pogoje, pod kakimi pogoji pravzaprav lahko ljudje ali pa deležniki lahko koristijo ta sredstva, ki so predstavljena v 4. členu in sicer. No, moje mnenje je še naprej isto, da bodo z malimi čistilnimi napravami, ki bodo jih gradili, saj sem se sam tudi zanimal, je tu okrog 2500 do 3000 evrov so poprečne male komunalne čistilne naprave. In z vsemi stroški, ki bodo tu zraven, od prevoza, potem vgradnje. Zdaj čakaj, zdaj ti, ali jaz razpravljam, ali on razpravlja. Če pa ti imaš možnost se razpravljati, tako da jaz te ne motil. No? In seveda potem pokaže izračun, sem tudi računal, koliko bi koštalo, koliko bi stalo tudi, koliko bo nas stalo, ki imamo nekje 10 metrov voda in priključka in bo nas prišlo okoli med 1400 in 1500 evrov. Skratka, razlika, ki bo nastala v škodo njim, bo seveda ne 700 evrov sredstev, ki jim se približa občina, ampak bo njihov strošek okoli 1800 evrov. Skratka, zdaj moj strošek 1400-1500, pa njegov pa 1800 je razlika znana. Ali se bodo s tem strinjali občani, jaz mislim, da se ne bodo, ker se tudi ne smejo, kajti obravnavati jih moramo enako vredno in sicer
tako da je pač na nas svetniki, ali smo njihovi pravi predstavniki ali ne. V tem primeru glasovanja najbrž ne, pokaže počas. Zdaj bi jaz po členih, sicer zgolj samo en člen bi imel, in sicer 10. člen, ta govori o postopek dodeljevanja sredstev, vodi 5-članska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen subvencioniranja male komunalne čistilne naprave, ki jo z sklepom imenuje župan občine Selnica ob Dravi, in naravna komisijo sestavljajo 3 predstavniki občine Selnica ob Dravi, 2 predstavnika izvajalca javne gospodarske službe, ki jim je bila podeljena koncesija, od teh 3-5 so tisti, ki so tudi predstavili ta pravilnik in pa seveda ta obremenitev, ki jo danes o njej govorimo. Jaz bi predlagal, da so med temi 3 predstavniki en od uporabnikov ali pa en od vaške skupnosti. To bi bilo najbolj korektno, da sta 2 iz uprave, 2 sta iz koncesije in pa eden od uporabnikov, to je iz vaške skupnosti. Hvala lepa. Hvala. Gospod Fras, razprava je še vedno odprta, prosim. Jaz bi se pa vrnila na ta 4. člen in sicer ob tej razpravi je gospod Majster zelo dobro pravzaprav vprašal, pa ga nismo poslušali. V 4. členu smo določili višino 700 evrov z amandmajem, oziroma do največ 50% vrednosti investicije. Jaz mislim, da bi se tu moralo z neko varovalko končati, ker lahko bi potem kdo to izkoristil, pa bi imel, ne vem, malo čistilno napravo vredno 3500, pa bi rekel, vse tu piše do 50% vrednosti. Ampak, to je ravno tako. Hvala za vprašanje. Jaz razprava, razprava še vedno odprta. Glede 7. člena imam jaz pomislek, ne pripombo, dobro pomislek. Vloga mora zadostovati naslednjim pogojem. To je vsega tega toliko napisanega, na koncu celo je treba skleniti služnostno pogodbo pri notarju. Kak hitro ima notar prste vmes, potem veš, da je to zelo drago. In mi postavlja se vprašanje, da taki bo vložil vlogo, da ne bo imel previsoke stroške, zelo take večje stroške, kot pa mogoče 700 evrov. To je problem. Potem ne bom vzel jaz, da imam smisel. Do tega ne bo prišlo. To je ta problem. Tu mislim, da smo malo pekulovski, samo to smisel reči. Hvala lepa za pomislek. Še prosim, razprava je še vedno odprta, zato imate možnost, da razpravljate. Med razpravo je bilo kar nekaj vprašanj, nekaj pomislekov, prosim, ne vem, župan oziroma Karli. Ne bom prvi povedal. Nekaj sem si zapisal. Prej, da se navežem na gospoda Frasa, strinjam se s vašim predlogom. V tej 5-članski komisiji zagotovo je lahko tudi nekdo iz vaške skupnosti, ker v bistvu se tudi v največji meri bo to navezovalo na njih. Tako da tu ni dobenih pomislekov. Da odgovorim vprašanje gospe svetnice Korez, tam je besedica oziroma, ne, torej in ali 700 ali največ 50%, torej nekdo vrednosti investicije. Ne. To pomeni, da recimo nekdo, ki ima, kot ste rekli, 3000 evrov drago, malo komunalno čistilno napravo, bo dobil torej največ 700 evrov. Ne. Nekdo pa, ki ima lahko 1200, dobi 50%. Ne. To je bilo mišljeno v tem. Primer služnosti. Jaz verjamem, da v večini teh primerov bodo ljudje imeli locirane male komunalne čistilne naprave v bližini njihovih objektov in bodo v bistvu nekje v večinskih primerih ležale na območjih, kjer v bistvu je njihova zasebna lastnina. Se bodo pa dogajale stvari, pri katerem se bodo več ljudi združilo skupaj, pa bodo zgradili eno večjo. Pri tem je pa smiselno, da si uredijo služnosti. V končni fazi
vse, kaj gre preko nekoga tujega, če ni vpisano v zemljiško knjigo, je lahko velik problem, če se lastnik menja in potem imamo razne spore, ki jih mi Slovenci zelo dobro poznamo. In je prav, da taka zadeva pride nekje v ureditev. Strošek sestave take listine pa je cirka 150 €, ker smo ravno pred dnevi imeli eno tako podoben primer, ker v bistvu je služnost morala biti oziroma se je predlagala, kako se lastniki med sabo dogovorijo, je v bistvu njihova stvar, ampak vsakomor, ki pride po taka navodila oziroma pod neka vprašanja, jim svetujemo, da naj si to uredijo, ker v končni fazi tisto, kar je v bistvu v zemljiški knjigi napisano, velja, kar se pa nekje na tak ustno dogovorijo, pa vemo, da se potem mnenja spreminjajo, sploh če so lastniki drugi. Hvala lepa za odgovore. Prosim. Prej je bila razprava glede služnostne pogodbe oziroma overjene pri notarju. Morda bi bilo treba tudi vsebino malce korigirati, ne. Gre za služnostno pogodbo, ki jo sestavi notar, ker nihče drugi ne more dati niti vloge kot notar, niti odvetniška pisarna. Danes po novem zakonu samo notar in overitve ni potrebne, ker on poda predlog. In ko je zadeva zaključena, ko je predlog podan, je že tako, kot bi bil izveden vpis. Tukaj se tu samo dikce spremenišuje. Tako da se lahko ostane. Ja bi zdaj brače nekaj za konc povedal, ne. Kaj se tiče vaših odborov po ljudi na podeželju, občina Selnica ob Dravi jih koliko je me znano, koliko oni vedo in podpiramo. Teda, to je čisto demagoško, da zdaj bomo mi v ravnini, bomo one gor v bregu zapostavljeni, pa nekaj drugorazredni. To je daleč od resnice. In zato jaz take debate pač ne spremem. Jaz vem, da ste vi prvorazredni, vsi smo prvorazredni. Ta varianta, ki pa so predlagali, da bi zdaj mi še obračunali, mi, ki imamo kandidacijo, zdaj jaz nimam, pa starši je nimajo, bi zaoštili, bi vi še manj dobili. Teda, to je ta filozofija. Matematika treba znati upoštevati. Če bomo več stroškov priznali tisti, ki ste priklopili, zato je bila osnovna filozofija. Priklopljanje, maksimalni vložek občine Selnica ob Dravi v skupni projekt kanalizacije. In to je bilo 29,7%. In to je bila maksimum, ko smo rekli, da bomo vlagali tistim ljudem, ki ne bojo imeli čistilnih naprav. Zato je cifra 700 €. 500 € je pa bilo zato, da imamo neko manipulacijo, da imamo 20% pa DDV. Ko sem ko potegnil, je to $500 000. Odkot smo vzeli $500 000? Pa v vsakem primeru, vsaka kanalizacija, bilo govora o DDV-ju. DDV-ju se bo poračunaval, tako se je sedaj poračunaval. Teda DDV-ja ni zraven. Ponavljam, ni ga zraven in tudi bo pri investiciji zraven, če delamo občina. Če pa bomo sami gradili čistilno napravo, jasno bomo dali. Pa čisti primer, dva kolega sta zgradila čistilno napravo skupaj. Tudi moj brat recimo ima čistilno napravo, pa o nekih cifri 3-5 € ni govora. Od 1500, ko sem vam povedal, do 3500 so čistilne naprave. Zdaj, če se jaz odločim za bolj drago, zato je teh 50% nujno potrebno, da jih ohranimo. Se pravi, 700 €, če je čistilna naprava vredna več kot 2x700 €, ne? Če 50%, če pa tega ne bi pisalo, bi pa potem lahko 30% šli do pol. Ne? Se pravi, da omejitev navzgor je. Če se pa mi odločimo skupaj, da ima soseda gradila čistilno napravo, pa bomo dobila oba 700 €, pa se lahko zgradimo čistilno napravo za recimo 25 teh enot, pa bo tako štala 3 ure, pa bo dobil vsak samo 500 €, bo dal svojega zraven, a pa 800 €. To so razvoj. In verjamete mi, občina Selnica ob Dravi, tako smo, ne zapostavljamo ljudi na podeželju. Če boste pogledali, kak je bistvo, ker mi vemo, da brez ljudi na podeželju, pa na obmejnih krajih ni nas. Da verjamete mi, Gradišče, tudi Stemen, tudi Sveti Duh je v naših očeh zelo dobro obravnavan. Tako da res mi se zdi to zadnja zadeva, da bi zdaj argumentirano, da zapostavljamo one vaške odbore, zdaj bomo mi neko sejo predstavljali. Samo malo, prosim še. Jaz bi pa, župan, hvala lepa. Gospod Karlik, glede na vsebino 7. točke, me zanima, ali je potrebno, da date kakšen odgovor, ali sta se zmenili. Ne bo doben prikrajšan za nič. To je meni najbolj važno. Hvala lepa, razprava je končana. Prehajamo k predlaganemu sklepu na omenjeno točko.
In sicer predlagan sklep se imenuje sledečo vsebino. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Z predlaganim amandmajem. Obrazložitev glasu. Koliko kdo hoče izkoristiti? Jaz tega pravilnika ne bom podprl, pa ne zato, ker je 700 evrov malo, če govorimo o 4. členu, ampak zato, ker so dodatne informacije. Če je nakup 1400 evrov malo komunalne čistilne naprave, potem lahko 50% črpate, to je 700 evrov, oziroma 1400 je 50% 700 evrov. Vekolikor boste imeli poprečno ceno, potem niste v enakopravnem položaju. Zato smatram, ker sem prej predlagal, da je cena 700 premalo, po izračuni, ki bi lahko bili bolj korektni. Zato je pač, in sem prepričan, da bo tako ali tako podprto 700 evrov in boste šli v škodo tistih občanov, ki seveda bodo neupravičeno dobili manj oziroma več plačali ali pa višje stroške imeli, kot smo ga imeli mi. Zato takega pravilnika, ki v 4. členu govori, ne morem podpreti, ker sem prepričan, da bi ga lahko drugače opredelili in bo morda bil nekoliko višji ali pa ni nujno celo lahko bil drugačen podatek. Skratka, meni 700 evrov v tem primeru nič ne pove, ker vem, da bodo nezadovoljni tisti, kateri se to tiče. Teda jaz tega pravilnika ne bom sprejel, mogoče bomo ga pa kdaj, če bomo še kdaj tukaj spremenili. Hvala lepa. Hvala lepa. Možnost obrazložitev glasu. Vkolikor ne, zapiram možnosti obrazložitve glasu in dajem predlagan sklep v potrditev. Prosim. To je... Če se poslušaj, kako se meniš. Ne, za 10. člen je bilo obrazložitev, da je možno iz vaških odborov. Je. Ja, s temi spremembami, če pa je not, poslušali niste, bilo je povedano, da je možnost, da so člani vaških odborov not, po tej dikciji, ki je napisana. Ni potrebe, da piše vaški odbori posebej. Še enkrat, kdo je za tak predlagan sklep, prosim, da z dvigom rok ga potrdi. Z tem amandmajem, ki se razume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Vzdrževan, ni glasoval en. Hvala lepa, s tem končujemo 14. točko.